Danes je v Čukovi grabi še ena dirka z modeli. To je off-road dirka z buggy. Jaz sicer malo zamujam, ampak mislim, da bom ulovil še nekaj treninga in kvalifikacij. Pazi, voice-over. Boks je postavljen, baterije se filajo, zdaj je pa čas, da si ogledam drugi trening kvalifikacijski session prve skupine. Čukova graba je majhna steza, vendar je polna tehničnih poslastic za voznike, kot so ta podest, križišče in most, stopnice, atrakcija dneva bo pa zagotovo skok na štartno-ciljni ravnini, ki je precej nepredvidljiv, pristanek pa zelo kratek. Po prvih dveh sešnih treninga so priprave intenzivne. Torej, zračnost med pinionom in ringom je treba nastaviti. Tako? Nastavljaš jo pa kako oziroma na koliko? Na uho. Na uho. Za konico zoba. Evo. Pa pomembno je, da dobro zategneš nosilce motorja. Da se ne prestavi. Tako. Evo, to je od prve skupine tretji kvalifikacijski oziroma trening session. Vozniki se trudijo narediti 3 zaporedne najhitrejše kroge, to jih pa pol uvrsti v končne skupine. Na odru je nekaj najhitrejših voznikov danes. Hvala. Da moj močni kompliment. Jaz sem bolj manj zaključil s sessionom, sem na 3. mestu, s tem sem zadovoljen med 16 ali 17 vozniki. Na avtu sem pa spremenil pozicijo sprednjih amortizerjev, sprednjo optiko in pozicijo zadnjega stabilizatorja. Tik pred koncem tega sessiona sem imel pa v luftu crash in je te podložke sezulo, tako da je spoiler v bistvu odpadel. Imam druge, tako da sploh ni stresa. Je pa zanimivo videti, ker bi se to lahko smatralo kot varovalko, da ne zlomi spoilerja, ali pa enostavno pač ne drži dovolj. Pripravljamo se na prvo finalno vožnjo. Vidva sta se vrstila v katero skupino? C. C skupina je prva na vrsti, pobiramo pa vozniki A skupine. Zdaj vsak ima svoj ritual, poleg tega, da je treba nafilati celice pa preveriti avto, da se ni kaj zlosalo. Sem jaz tudi zalepil gume, zato ker te gume so zalepljene na felne in se začnejo luščiti. Če se preveč odlušči, začnejo pletati in pol pač avto ni več hiter. Hkrati sem pa tudi zgubil ta vijak, čeprav je bil na Loctitom včeraj zvečer. Tako da moram novega najti pa preveriti, če je podložka spodaj. To pa upam, da je to. 5, 4. Vozniki so razvrščeni od najhitrejšega do najpočasnejšega v 3 skupine A, B in C. Tukaj je štart C skupine, naj se galama začne. Napaka je bila to, da sem za prvi C finale stal samo na vogalu pri skoku na štartno-ciljni ravnini. To pa pokaže voznike v precej slabi luči, saj je ta skok zelo zahteven in posledično je tu dosti crashov. Po drugi strani pa je naloga voznikov, da se brzdajo in vozijo po svojih zmožnostih in zmožnostih avta, da se ne zaletijo ali obrnejo na streho vsak krog. Štart je uspel. Dirka traja 10 minut, zato vozniki po pameti mesta od 5. do 12.
da ne uničujete mojih modelov, ampak dajte ostale pati, prosim. Ok, B skupina so srednje izkušeni in srednje hitri vozniki danes. Ampak to ne kaže temu, da bolj prizanašajo svojim modelom. Samozavest je visoka, pristanki pa ne tako dobri. Po prvih nekaj krogih se vozniki le umirijo in začnejo voziti nek bolj konstanten tempo. Ja, zdaj le 8, 9. Ok, no, to je to. 5, 4, Evo, končno je čas za štart A skupine, najhitrejši vozniki dneva. Štartam na 3. mestu. Moj prvi cilj prehiteti Uroša Ploja na 2. mestu. Po prvih 2 krogih, prvi 3 vozimo praktično en za drugim, vendar je Uroš tisti, ki prvi stori večjo napako in se prevrne na streho. Jaz pa se prebijem na 2. mesto za Nejca. Ne, pazi na koncu! Zavito naredim. Pa zadeval sem se tudi tako, da je konec sveta. Pazi me krog, Tine. Kako imaš ti tempo? Nimamo pusto vozno stavi. Glas je veliko hitrej. A cirk? Res? Ja, to je kar preletel. Ma, imel po moj moment, no, Sem jaz malo z rezervo vozim, ko se mi kliče. Je to teči, ful je catchy, ja. da zgubiš ful, če pretiravaš. Na travi greš. Ja. Pač, ker ti moraš vedeti, da sem jaz drugi, pa si me ti zdaj za en krog stignil. Ja. Pa ni bil glas. Po Uroševi napaki se na 2. mestu od njega oddaljim. Tempa Nejca pa tudi ne morem dohajati in počasi me dohiteva, dokler me po prvih 2 tretjinah ne dohiti za en krog. Ker sva na čistem zraku, brez pritiska iz ozadja, si privoščiva ležerno debato, kar je v bistvu redek prizor na sami dirki, ampak dostikrat pomaga regulirati nivo adrenalina in drži neko konstanto tudi med vožnjo. Bravo, Mark, dober tempo. Tak tempo, ko ima zdaj, je super. Kruzamo. Ampak prej si pa se mi zdi, ne vem, ali sem imel pa jaz toliko adrenalina, da res. Ne, ja, prej se šlo. Tempo se mi zdi, se kar malo miri, ker vsi dojeli, da ni. Ja, ni, če greš tu na full, te sam sebe pač. Ja, nisem tako hiter, veš. Pazi, jaz sem krog. Jaz sem te za krog, veš. Torej, prvo vožnjo A finala sem bil jaz drugi za Nejcem, Uroš je bil pa 4. Tako je, ne? Uroš se zdaj razjezil in montira ganz nove gume. Ja, na srečo je RC Guru poskrbel, da imamo tudi nove gume na dirki. Če kdo kaj rabi, cela škatla robe. Evo, kljub temu, da Guruja danes ni tu, na večini tekem je, da pomaga z kosi in z nasveti, ne, je Uroš opremo danes vsaj skozi, tako da če rabi kdo gume ali pa kaj polomi, lahko dobi pri Urošu opremo. Ne. Če je za mano. Ja, ker tisti pred njim se itak ne zaletavamo, pa ne lomimo nič, ne. Če še drugo finalno vožnjo zasede prvo mesto, je ta dirka njegova, ampak zato se bo treba potruditi. Kaj spreminjaš, kaj pripravljaš na avtu? Preverjam, če so gume zalimane, če se kaj odlimal. Zdaj sem malo kamber spremenil od zadaj, zato da avto ni toliko catchy. Drugače pa
ostalo ostaja tako, kot je bilo. Kot je rekel Nejc, je proga zelo catchy, zato sem tudi jaz zmanjšal camber in bolj nagnil amortizerje. To, da so amortizerji bolj nagnjeni, pa pomeni, da imajo slabši geometrijski advantage in je avto mehkejši. To pa tudi pomeni, da je toleranca, če pristaneš na stran, večja, ker se zmetenje bolj poda, namesto da bi pač avto zvrnil. To je druga finalna vožnja B skupine, ne? 10, Tako je. 9, C skupina so pobiralci. Start. Start je uspel. Domen se je že prevrnil v prvo ovinko, zdaj bomo po 5 minutah vse na vrtnami. Prebil se je na tretje mesto, je že drugi. In Bojo vsaj dobri posnetki, ne? Kaj je treba? Stisniti like, Pa še kaj? subscribe. Evo, to. Comment in share. Gone are the days where people spoke to your face, gets wrote on your page, rewrote and erased. Don't get me wrong, I'm really open to change, but the kids of today seem socially strange. Gone are the days of playing cricket in your yard, computer kids are all just living for Warcraft. Headsets on with their energy drinks, and when they're gone I wonder if they ever did live. Where are the kids having a kick in the park? They type LOL, they don't physically laugh. This shit is bizarre. This is that we bred a whole nation full of zombie kids, no Fonzie kids. And what's perceived as cool are the ones who slit their wrists for getting teased at school. Blame the drugs, or computer games, or their music taste, and why their moods have changed. Or that dude Hussein plus Osama's fear. Or blame their dads who make them pass in beers. Blame Kardashians and the movie scripts. Blame the cocaine and the Scooby spliffs. Blame Cleo Mag and their sexy pics for anorexic chicks on Dexy scripts. Or you could blame yourself. The youth, what happened to the people in the park? This youth, the only time you see them's in the dark. Čez 5 minut se začne druga finalna vožnja, ciljam na drugo mesto, ker je Nejc zame neodoljiv. The docs all feed them pills, and Facebook stole all their people's skills. The youth, what happened to the youth? What happened to the youth? What's happening to you? Naša druga finalna vožnja je bila napeta. Z Urošem sva se borila za drugo mesto, vendar je na koncu on bil tisti, ki je bil hitrejši. Njegova odločitev, da uporabi nove gume, se je očitno obrestovala. Moje napake za volanom so mu pa tudi pomagale pri temu, da je obranil drugo mesto. Poleg tega sem imel pa jaz tudi še eno težavo. Čisto premalo olja v amortizerjih. The youth, the only time you see them's in the dark. The youth, and now we're all left ashamed, 'cause watching change. The youth, the docs all feed them pills, and Facebook stole all Erik, varno me zaveti. Evo, po tem crash reelu B skupine je čas za naš zadnji finale. Kljub popravljenim amortizerjem in moji blesteči vožnji pa je popustil nosilec motorja. To pomeni, da sem ostal brez pogona, kljub temu, da sem avto uspel popraviti med dirko, sem pa zgubil nekaj krogov in padel na zadnje mesto, kjer sem tudi končal zadnjo finalno vožnjo. Ker za končni rezultat štejeta 2 najboljši uvrstitvi dneva, sem vseeno končal na drugem mestu. Poleg tretjega mesta v dirki dvojk, ki sva ga osvojila za najhitrejšim juniorjem Markom, je bila ta dirka zame zelo uspešna. Evo, drugo mesto na piknik dirki z modelčki je kar rezultat, na katerega sem ponosen. Vesel sem, da se ta setup pa treningi obrestujejo. Veselim se naslednje dirke. Jerna od Gena storitve mi je pa že pripravil prikolico. To pomeni, da zahaklam prikolico, naložim svoje avto pa pičimo jutri driftati. Ob koncu tega videa bi se rad zahvalil Urošu Ploju, da je organiziral tekmovanje na domači progi in čestital Nejcu Ražmu za še eno zmago na RC Piknik prvenstvu. To je pa bolj ali manj to. Sledi recap nedeljskega treninga driftanja v Logatcu. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.